Fakulteta za naravoslovje že kar nekaj časa pripravlja fizikalne tabore za srednješolce in osnovnošolce. Zakaj ste se pravzaprav za to odločili? Ja, več razlogov za to prav gotovo je. Eden je naše že prejšnje dobro sodelovanje tudi z regionalnim centrom Zveze za tehnično kulturo v Mariboru, pa po drugi strani seveda tudi želja, da fiziko predstavimo na manj šolski način in da jo približamo tistim, ki jo imajo radi, tistim, ki v naravoslovju in fiziki mogoče vidijo tudi svojo kasnejšo poklicno odločitev in skratka, da prikažemo, da je tisto, kar se pri fiziki v šoli učimo, v bistvu nič drugega kot to, kar vsak dan vidimo v življenju, s čimer se vsak dan srečujemo. In tako smo tudi že pred 9 leti prvi tabor zasnovali in sedaj tale 9. je prav tako sestavljen iz predavanj, ki niso tista klasična konvencionalna, ampak nam predstavijo neko drugo plat naravoslovja in fizike in pa seveda veliko poskusov, preko katerih potem udeleženci spoznajo te fizikalne zakonitosti, si jih lažje tudi zapomnijo, predstavljajo in predvsem preživijo nekaj prijetnih trenutkov, med katerimi se veliko naučijo. Je zanimanje večje med fanti ali med dekleti? Odvisno. V srednji šoli je tako na prvi pogled nekoliko fantov, v osnovni šoli pa je nekoliko punc več. Kaj pa med osnovnošolci in srednješolci, kdo je tisti, ki se prej odloči, da bo prišel na tabor? To je v veliki meri odvisno od motivacije učiteljev. Zaradi tega tudi mi na naši pedagoški smeri motiviramo študente, da naj, ko pridejo v razred, bodo tudi do svojih učencev in dijakov motivacijski. Prav tako na inženirski smeri študente navajamo tega, da je fizika tista, bom rekel, mati vseh naravoslovnih znanosti, brez katere si prav gotovo danes življenja več nišče ne more predstavljati, vendar se vsak dan tega sploh ne zaveda. Ampak če samo pomislimo, brez elektrike, torej tudi fizika, ti najbolj banalni vsakdanji dobrini je prisotna, si res življenja ne moremo predstavljati. In zaradi tega želimo, tako kot je tudi eno osnovnih poslanstev Zveze za tehnično kulturo, da ustvarja okolje, da ustvarja tisto okolje, v katerem lahko ustvarjalni, kreativni mladi svoje potenciale razvijajo do še višjega nivoja in da v tem okolju, torej da to okolje ustvarjamo tudi na našem oddelku za fiziko. Je med tistimi, ki študirajo na vaši fakulteti, tudi kaj takšnih, ki so obiskovali ta tabor? Seveda, in tega smo zelo veseli in tudi ponosni, da so sedaj lahko naši demonstratorji, da pomagajo pri izvedbi taborov in tudi v prihodnje si želimo tega, da bodo ti, ki so danes bili tukaj kot udeleženci tabora, vsaj nekateri čez čas potem tudi pri naslednjih taborih že pomagali. Zakaj si se odločila priti na fizikalni tabor in kaj si izvedla novega? Ker me zelo fizika zanima, pa astronomija, ker smo v programu pisali, da bo astronomija tudi, kar me pa zelo zanima. Pa sem se dosti novega naučila, pa še bolj me je pritegnilo. Fizika me je že zanimala od malega, pa sedaj se tu je pojavila ta ponudba. Torej sem se odločil, da bom šel. To je bil tvoj prvi obisk fizikalnega tabora? Ne, bil sem že prej, samo ne v okviru šole, pač prostovoljno. Kaj te je recimo tokrat najbolj fasciniralo? Ja, ti poskusi še najbolj z infrardečo kamero, me tudi zanimalo to najbolj. Kaj pa praviš na to vizijo prihodnosti? Ja, zanimivo se zdi, bomo videli, če se kaj uresniči. Na predavanjih, ki ste jih pripravili v okviru fizikalnega tabora, je bila tudi tema vizija prihodnosti. Kaj nas pravzaprav čaka? Ja, v bistvu čakajo nas zelo presenetljive stvari. V bistvu tu sem pokazal v prvem delu predavanja, večino delu predavanja sem pokazal v bistvu, kaj je že zdaj v bistvu možno, pa se tega ne zavedamo. V bistvu 10 let naprej ne moreš reči, kaj se bo zgodilo. To gre tako hitro, nepredstavljivo gre naprej. Posebej, ko se bojo razvili kvantni računalniki, tam pa sploh ne vejo v bistvu, kaj vse nas čaka. Ker mi pospešujemo evolucijo. To je prvič od 2003, recimo, ko smo razšifrirali genom, od 2004 naprej v bistvu mi znamo vplivati na evolucijo. Bomo lahko dizajnirali genetski material in bomo delali super ljudi.